Prisrčno pozdravljam akademskega slikarja gospoda Janeza Kovačiča, katerega dela lahko nocoj občudujemo. To ni njegova prva razstava v naši galeriji, sodeloval je že na več skupinskih razstavah, odmevna je bila njegova samostojna razstava z naslovom Jordanija. Slike, ki jih razstavlja na tej razstavi, so bile skrbno izbrane, so postavljene v čas in prostor. Izbrali smo slike, ki v zadnjem obdobju niso bile pogosto na ogled. Tihožitja, minuciozno dodelani šopki in tihe pokrajine, kjer domujeta narava in voda. Naslov razstave je Barve tišine. Vabim glasbenika, virtuoza Milana Hudnika, da nas popelje iz vrveža današnjega dne čim bližje tem barvam. Hvala lepa. Izbor za tokratno razstavo je umetnik zaupal našemu sodelavcu, kuratorju Dorjanu Španzlu, ki ga vabim, da predstavi nocojšnjo razstavo. Izvolite. Dobro večer vsem skupaj. Dovolite, da vam preberem nekaj kratkih misli. Janez Kovačič, akademski slikar in predstavnik slovenskega realizma, je multimedijski umetnik, katerega ustvarjalnost izstopa po barvni in oblikovni dovršenosti ter likovni koherentnosti. Čeprav njegova dela temeljijo na realističnem prikazu, nosijo osebno avtorsko dimenzijo, ki presega zgolj dokumentarno reprezentacijo. Kovačičeva dela oziroma motivika zajema tako urbane kot naravne pokrajine, pogosto v kontekstu slovenskega prostora, ter tihožitja, ki jih dviga na simbolni in duhovni nivo, prežet s čustvenim odmevom umetnikove refleksije. V njegovih delih je prisotna visoka mera občutljivosti, ki se odraža v vsakem detajlu, od izbire motivov in seveda do tehničnega pristopa. Vsaka podrobnost je preučena in upodobljena z zavedanjem o njeni notranji pomembnosti ter povezavi z okoljem in s časom. Njegovo ustvarjanje preoblikuje vsakdanje v osebno izpoved, ker svetloba in senca ne služita zgolj optičnemu kontrastu, temveč simbolizirata notranje nasprotja in harmonije. Kompozicijska zasnova deluje na temelju premišljene uravnoteženosti, ker vsak del slike vzpostavi nek dinamičen dialog.
Umetnik obvladuje temelje likovne teorije, kar mu omogoča ustvarjanje barvnih harmonij, subtilnih tonskih prehodov, ki odražajo neke atmosferične in emotivne napetosti trenutka. Risba kot ključni element slikarskega procesa ni le podporna tehnika, temveč nosi neko narativno vsebino, ki sega od sproščenih stilizacij do discipliniranega verizma. S prefinjenim risarskim izrazom umetnik dosega kompleksnost in subtilno prehajanje med klasično figuraliko in sodobnim izražanjem. Umetnikova ustvarjanja presegajo zgolj optično zaznavanje. Skozi umetniško prizmo odkriva notranjo resničnost, ki jo sam čuti in razume. Čuječnost je temelj njegovega umetniškega pristopa, ki gledalcev ne ponuja le vizualne izkušnje, temveč ga spodbuja k nekem čustvenem in intelektualnem razmisleku o svetu in njegovih skritih plasteh. Naslov razstave je Barve tišine, ki niso zgolj tiste, ki jih vidimo na platnu, ampak tiste, ki jih začutimo v globini notranjega sveta. Umetnik skozi svoje delo odkriva, da tišina ni praznina, ampak osebni prostor, kjer se prepletajo čustva, misli in seveda spomini. V tišini so skrite vse barve sveta, subtilne in globoke, tihe, a neizmerno močne. Njegova umetnost nas spodbuja, da v tišini najdemo barve, ki niso zgolj optična izkušnja, ampak odsev notranjega stanja in seveda duhovnega ekvilibrija. Hvala.
to, kaj ustvarjam in v kakšni tehniki ustvarjam, se dela vsakič lotim enako. Pokrižam se in svoje roke izročim Bogu, naj jih vodi, naj z menoj ustvarja. Vsakim platnom stopam na neznano pot, nihče je še ni prehodil pred menoj na način, kot jo bom jaz. Od prve poteze do končne slike je milijon variant. Neznano grem z Božjo pomočjo. Ste, gospod Kovačič, dejali v enem od pogovorov ob 8 razstavah, ki ste jih priredili v letu 2022 ob svojem velikem in pomembnem življenjskem jubileju. Pa če dovolite, vas povabim besedi. Najprej vsem skupaj lep pozdrav. Vesel sem, da sem se toliko zbralo. Bil smo presenečen, da mi je Dorijan, to sem prvič doživel, da je prišel k meni, sam naredil izbor in sam postavil. To je velik privilegij in bi se mu še enkrat lepo zahvalil. Hvala. Namreč, če sam zbiram, sem preveč čustvo navezan na določeno sliko in bi tudi kaj mogoče narobe ali pa nestrokovno naredil. On mi je pa lepo vodil skozi moje zbirko, robe je veliko. Ko pa slikam dejansko, kakšen reče, pa si tvoje slike so vse glih, mogoče so res, ali pa zelo podobne. Ampak ko pridem pred motiv, me nagovori, bodi se staro drevo, ali pokrajina, ali karkoli, ali pa tudi, če portretiram ljudi, imam zelo rad, še raj mogoče, ker pred vsako sliko sem dejansko na novi poti. Tisto še ni bilo prehojeno. In tudi, ko imam te delavnice, ko imam recimo ljudi z veliko prakse, z ogromno znanja, jih občudujem, kako delajo, in jaz jim potihem jemljem njihovo vsebino. Tako da je v bistvu teh srečanj delavcev največ jaz osebno, več kot vsi ostali. To ni kraja, ampak je to samo kompliment njim, da imajo toliko dobrega, da se lahko tudi nekaj za nas dobi. Slikam v bistvu vse, nimam predsodka, veliko sem delal tudi kot restaurator, to še vedno, je širka restaurator. Ogromno sem delal vitražov, to so barvna okna, to je bilo malo težje, začel sem tako potihoma, informacij iz prve roke ne da noben, v knjigah se pa človek zgubi. No in za okna sem rabil dejansko 10 let, da sem pogruntil tehnologijo in tako da se mi steklo pripogne, čeprav je ostro in trdo. Torej, če še kdo doživlja vsaj delčke tega, kar jaz ob teh slikah, pa ko ustvarjam, sem samo vesel. Kaj če povedati zelo? Uživam zelo. Na nastanku monografije po 60 letih ustvarjanja ste tudi nedvoumno povedali, da slikar mora prehoditi dolgo, zelo dolgo pot, tla pa so vedno spolzka, ves čas drsi in če vstaviš, obstaneš, nisi več radoveden, ustvarjalnost zamre. Jaz mislim, gospod Kovačič, da ste vi še daleč od tega, da bi ustvarjalnost zamrla. Tako da še enkrat hvala za vaše zaupanje, da ste nam zaupali in razstavljate nocoj v naši galeriji. Naj povem, da bo razstava na ogled do konca decembra in še čez. Vmes jo bomo oplemenitili še z motiviko svete družine v decembru in s tem je razstava tudi uradno odprta. Preden pa vas povabim k občudovanju slik in prijetnemu druženju, prisluhnimo še eni barvi tišine. Lepo prosim, Milan.